spoštovane gledalke in gledalci, nahajamo se skorajda v centru Maribora. Razlog? Preprost, radovednost. Statistike namreč kažejo, da imamo ljudje eno izmed največjih težav. S čim mislite? Z vstajanjem. Pa je tako tudi v Mariboru? Najbolje, da kar preverimo. Kdaj in kako vstajate? Zahtevno vprašanje, ne? Zjutraj. To je dobro slišati, ja. Na obe nogi, ne na levo. Ob kateri uri? Precej zgodaj. To je? Recimo med 6 in 7. Ja. To je recimo poprečno zgodaj, ne? Je, greste potem v službo ali zakaj? V službi, ampak sem tik pred upokojitvijo, ja, tako da. Imam čas, bi še lahko poležal, ampak ne, navajen. Potem vstanete z lahkoto? Z lahkoto. Koliko časa pa traja, da se človek navadi vstati z lahkoto zgodaj? Ja, kaj vem, no, zdaj, ko imaš otroka enkrat, potem ni več tako težko, no, po določenem času. Bolj težko. Prepozno sem šla spat, pol pa ja. Pa to se ti redno dogaja? Ja, to je teden pa res, ja. Zakaj? Pa ne vem. Šola pač. Vedno pripravim lepo zajtrk za družino, pa poslušam Radio Maribor, ne, ker me zanima, kaj imate povedati ob budnici vaši oziroma budilki. Prvo kavica, cigaret in to je to. Potem pa začnemo z, kaj mislite s čem? Časopisem? Ne, tibetanske vaje, fizkultura. Ob 7, penzionisti, smo bolj rani. Pa je to težava vstati zjutraj ob 7 ali ne? Ni. Zato, ker kuža čaka, da ga peljem ven in da gremo na sprehod. Kaj je tista prva stvar, ki jo narediš zjutraj, ko vstaneš? Umijem si zobe in si umijem obraz in roke umijem in še... Na WC greš, ne? Aha. Potem pa na zajtrk? Ja, drugače zajtrk imamo tudi v šoli. Ko se žena vstane nekaj 8:30, potem pa je obred, kava, zajtrk in tako naprej. Čekajte malo, sem prav slišal, žena vstaja pa ob 8:30? 8:30, tako, si prvošči. Opažaš morda, da med tvojimi vrstniki teže vstajajo, so zaspani zjutraj v šoli, na faksu, na delu? Eni so, recimo, ja, se vidi, pač, da rabijo kavo, da se spravijo v tisti svoj delovni pogon. Ne. Pa kaj misliš, da je to med starejšimi bolj, oziroma med mlajšimi bolj pogosto? Po moje je bolj od te psihične izrabljenosti odvisno, no. Koliko je pač kdo psihično utrujen, bolj kot pa fizično, no, se meni zdi. Maribor je očitno res eno posebno mesto. Tukaj se vsi zbujajo z neverjetno lahkoto, razen seveda študentov in dijakov, tem pa je tako ali tako upravičeno, ker živijo v stresu.